Lepo pozdravljeni, dober večer in pozdravljeni v novi oddaji Začnimo teden z Lili Sorum, v kateri imamo znova zanimivo temo. Veliko govorimo o tem, kako je potrebno postaviti mejo, postaviti se za sebe, zdrava ljubezen do sebe, zdravi odnosi, zdrava ljubezen do drugih, ki seveda vključuje tudi zdrave meje. No, teorija je pa vendarle tako zelo enostavna, vsem nam je to jasno, v praksi pa to vendarle ni tako zelo enostavno. V drugem delu oddaje bomo pogledali tudi nekaj nasvetov konkretno glede na vaše število življenjske poti, se pravi glede na vaš rojstni datum. Najprej pa se posvetimo parim smernicam, ki nam lahko vedno pomagajo. Se pravi, ko govorimo o čemorkoli, kar sem naštela, ali meji, ali pričakovanjih, ali nekih, bom rekla, pravilih, čeprav to groba beseda, se dajmo zavedati, da v življenju je že prav, da se brezpogojno ljubimo. Brezpogojno pa ni okej sprejemati vsakakršno obnašanje. In veliko potem od vas nazaj dobim komentar, ja, ampak ljubezen naj ne bi pogojevali, pa naj ne bi imela pričakovanj, pa naj ne bi to, pa naj ne bi uno. No, saj ljubezen ne pogojuje. Ljubezen nima pričakovanj, ljubezen ljubi. Zato smo pa lahko zatrpani bili, ko sem jaz odraščala, recimo moje sošolke v Tom Cruisa, v Patrick Swayza in tako naprej. Zato pa vse zaljubimo, ljubimo, imamo radi mogoče ljudi, ki jih nikoli nismo srečali. Zato pa včasih imamo preveč radi in ne postavljamo mej, kajti menimo, da ne smemo. Prvo vprašanje, ki si ga postavimo, vedno je, ali ta da, ki ga rečemo drugim, je pravzaprav ne nam, kolikokrat sami sebe pravzaprav nimamo radi in sami sebi ne dajemo ljubezni, ki jo dajemo drugim. Vse to so kompleksne vprašanja, vse to so obnašanje, načini delovanja, ki so se seveda porodila v našem otroštvu. To je mogoče temo za kako drugo oddajo. Če pa pogledamo postavljanje meja, postavljanje naše definicije, pa seveda veljajo določene smernice. In pričeli bomo z izjavo: pravico imate. V vsakem odnosu ste pol odnosa. V vsakem odnosu imate 50% lastništvo, jaz temu rečem. V vsakem odnosu je vaša naloga, da poveste, kaj je za vas sprejemljivo in kaj ne. Kot je tudi naloga druge osebe v tem odnosu, da se odloči, ali je to njej sprejemljivo ali ne. Torej, če bi zdaj prišel mož domov, pa bi rekel, veš kva, jaz sem pa to v enem filmu videl, pa se mi zdi tako ful cool, jaz bi imel še ene 4 ljubice zraven, pa še ene tam na morju, pa ene v hribih, 2 v istem mestu, pa ena tvoja prijateljica. Tako, meni se to zdi čisto cool. Kje so naše meje? Vsi imamo meje. Le te meje so nam zelo, zelo različne. Se pravi, nekaj, kar je zame sprejemljivo, morda razumljivo, nekaj, na kar sem jaz navajena, pa mogoče za vas znanstvena fantastika. Pa je mogoče za vas čisto grozen. In obratno. Torej, prva stvar, ki je zelo pomembna, jaz temu rečem 6 korakov do postavljanja mej, je to, da definiramo, kje so naše meje, kaj je za nas sprejemljivo in kaj ne, in ne samo v teoriji. Presenečeni bi bili, koliko dam pride k meni, pa se pogovarjamo o nasilju v družini, pa to za njih še vedno ni bila meja, da bi odnos prekinile, ampak iščejo napake v sebi, iščejo, kako naj sebe spremenijo, da bojo njim bolj všeč, namesto da bi se za sebe postavili. V teoriji jaz verjamem, da ko sedimo na kavici, zunaj si je sonček, smo vsi pametni, da mene pa moj tepo že ne bi. Marsikdaj v življenju se zelo drugače odzivamo, kot bi si sicer mislili, da bomo. Torej, zelo pomembno je, da te meje, ko jih definirate, so realno definirane in tam ste. Se pravi, ko postavimo ograjo, ko postavimo mejo med Slovenijo in Hrvaško, ko postavimo ograjo med mojimi pa med vašimi ovcami, je to to. Se pravi, ko je tam ograja, jaz sklepam, da vaše ovce ne bodo hodile k meni in vi sklepate, da moje ovce ne bodo hodile k vam. Torej, definicija more biti jasna. Definicija more piti vodo. Se pravi, ne glede na to, kdo pride, ali je to zdaj ovca, ali je to zdaj koza, ali pa dinozaver, ta meja, ta ograja stoji tam, kjer je. Mnogokrat pa se zgodi, da mi mejo definiramo, potem pa nekoga spoznamo, pa nam je ta oseba zelo všeč, pa kar si malo zatiskamo oči, pa kar popuščamo, pa prosimo, pa razlagamo, pa druga oseba se mogoče niti ne odziva na način, kot da upošteva naše meje, ampak se odziva na način, da damo mi mir.
Se veste, mi lahko povemo, poslušaj, tukaj je ograja, tvoje ovce naj ne bi hodile k meni in druga oseba lahko najprej mogoče reče nekaj v stilu, si to ni nič kaj tazga, ne, mislim, kaj pa je zdaj to, ena ovca je šla čez plot, halo, a zato bomo zdaj komplicirali. Naslednja faza je potem, joj, sorry, ne bo več. Vedno se vprašajte, ali je odziv osebe na drugi strani iskren in konstruktiven v smeri postavljanja kvalitetnega odnosa med vama dvema, ali pravzaprav je ta komentar, ta gesta, ta odziv dosegel to, da ste vi nehali težiti. Mnogo ljudi se odziva na mnogo različnih načinov, mi pa smo tisti, ki moramo v množici ljudi v našem življenju prepoznavati razlike v odzivih. Torej, zato je ta definicija pomembna, kajti ne glede na to, ali je odziv iskren, ali ni iskren, ali nekdo se z nami strinja ali ne, to je naša definicija. Tukaj je naša ograda, preko te ograde ne spuščamo ne ovc, ne koz, ne miši, ne mačk, nikogar. Torej, prvi korak je jasna definicija, ki naj bo vedno takšna, kot je, ne glede na to, komu to mejo postavljamo. Je to nekdo, v kogar smo nafrišne zaljubljeni in si ga zelo želimo v svojem življenju? Je to naš nadrejeni? Je to naš sosed? Je to nekdo, ki nam gre zelo na živce in bi to ograjo najraje mu kar na glavo zrušili? Torej, prva je jasna definicija, ki se ne spreminja ne glede na nas, ne glede na drugo osebo, ne glede na situacijo. Okay? To je običajno najtežji del. Potem pa naslednji korak je, da postavite to isto mejo sebi. Se pravi, tudi moje ovce nimajo tam kaj čez delati, tudi ovca, ki skoči čez, nima več tukaj kaj delati. Torej, to mejo, ta pričakovanja, ki jih imamo od drugih, postavimo tudi sebi. Če je to iskrenost, bodimo tudi mi iskreni. Če je to direktnost, bodimo tudi mi direktni. Če je to sočutje, potem bodimo tudi mi sočutni. Mnogokrat je mnogo lažje prepoznati dvojna merila v drugih ljudeh kot pri sebi in jaz verjamem, da jih imamo vsi, saj smo vendarle na koncu dneva le človek in od sebe ne moremo pričakovati 100% popolnosti, je pa pomembno, da na njej delamo. Torej, katerokoli definicijo pričakovanj sebe, pričakovanj drugih, pričakovanj meja, postavimo prvo sebi. Najprej to pričakujemo od sebe. Kajti, če mi zahtevamo od drugih, da so tiho, ko mi govorimo, medtem ko mi čez njih govorimo, seveda tukaj te energije ne grejo skupaj. Tukaj nam bo vesolje rekla, se ti hecaš, okolica pa tudi. Torej, ne dvojnih meril, čeprav se nam vsem daj zgodi, ne se kritizira, če se pri tem ujamete, se pa poskusite pri tem ujeti. Torej, vse, kar smo predefinirali, vse, kar smo povedali, vse, kar smo zapisali, naj velja tako za druge, kot tudi za nas. Naslednji korak pa je, da tako sebe in svoje meje tudi resno jemljemo. Ne samo, da mi povemo, kje naša meja je, ampak da smo pri tem resni. V realnem življenju se velikokrat zgodi, da nismo. V realnem življenju, če damo nekaj plastičnih primerov, ko imamo majhnega otroka, smo utrujeni, smo prišli iz službe, smo ga pobrali iz vrtca, glava nas boli, 1000 stvari imamo še za narediti, otrok je razdražljiv, gužva je na cesti, vsega imamo poln kufr, kaj je bilo nam tega, sploh daj treba. Vsem prijateljicam in prijateljem, ko so samski, smo mogoče v tistem trenutku fovš, v glavnem smo v nekem čustvenem trenutku, ko je vsega preveč, ko resnično nam na prvem mestu niso naše meje in definicije in tako naprej. In gremo z otročkom v trgovino, otroček seveda to zazna, hoče čokoladico na blagajni, se meče po tleh. Če mi resno ne mislimo, nas tudi resno ne bodo jemali. In otročki so zelo senzibilni. Jaz sem 10 let delala v vrtcu, naj vam povem, prvo leto s fantastično vzgojiteljico sem delala. Čudovita je bila, ampak otroci so točno vedeli, da njoj treba ubogati mene, ki je pa ona je samo noter stopila, sploh ji ni bilo treba nič reči, samo v igralnico je stopila, čudovita materinska ženska, topla ženska, ampak ona je imela meje postavljene in ni pa puščala. In so točno vedeli, kaj ja, pa kaj ne. Jaz, ko sem noter prišla, bi bogi mejni, ne brez skrbi, tako so me na kruh namazali, vam povem, večkrat na dan, pa moja se sploh ne zavedam kokrat. In v življenju se ravno zaradi tega velikokrat ne zavedamo, kako zelo nas na kruh namažejo, ravno zato, ker sami sebe ne jemljemo resno. Ker če mi nekaj definiramo in za tem stojimo tudi takrat, ko smo preutrujeni, ko smo znervirani, ko nam je hudo, ko smo v stiski, ko morda sploh več ne vidimo smisla, da bi se trudila. Se človek se trudil, ker vidi neki shod, pa vidi neko, bom rekla, luč na koncu tunela, ki jo tako rada omenjam. Torej,
V vsakem trenutku je pomembno, da te meje, ki jih vi postavljate in tiste situacije in tiste stvari, kjer čutite, da se rabite postaviti za sebe, morate resno misliti. Tudi v odnosih je velikokrat tako. To mi ni všeč, če bo to tako ostalo, bom jaz šla, te bom pustila, bom to naredila, bom uno naredila. In potem tega ne naredimo. Ljudje smo resnično samo veliki otročki. A veste, vsi, tako ženski kot moški. Velikokrat se zgodi, da pač vidimo, aha, tle sem tole naredil, sicer druga oseba je nekaj se hudovala name, grozila, ampak tega ni naredila. Veroč? Se pravi, če bom drugič spet to isto naredila, bo isti rezultat. To zdaj ne pomeni, da gremo glavo odrobiti nekomu, ker nam nekaj ni prav. Ne iti zdaj preveč v ekstrem. Ampak dajte resno misliti, kajti ko mi resno mislimo, se to na drugi strani čuti. Saj veste, ko imate vsega dovolj, ko pa pridemo do une točke, ko pa več ni heca z vami, ko se vam glas spremeni, ko se kar malo zniža, ko se vaš pogled zmeni, vemo, zdaj pa v redu. Vedno resno mislite tisto, kar želite postaviti. Se pravi, ograja ne more biti postavljena malo za hec, ker potem bodo tudi ovce čez skakale malo za hec. Ja, v čustveno napornih trenutkih je to težko. Dejstvo pa je, da če imamo na drugi strani te lepe ovčke, se pravi nekoga, ki ga imamo mi radi, bo tudi postavljanje meja in to, da se bomo postavili za sebe, čustveno naporno in boleče. To je dejstvo. To je dejstvo življenja. So stvari, ki jih delamo z radostjo, z veseljem, ko smo navdušeni in komaj čakamo, in so stvari, ki so naporne. Različne stvari različnim ljudem so različno naporne, različno boleče, različno čuteče, različno, bom rekla, čustvene. Verjamem, da marsikoga poznate, ki pa nima težav s postavljanjem meja, ki pa morda nima težav z izražanjem svojega mnenja, ki nima težav s tem, da nekaj pričakuje od vas. Pa si prikličite v misli nekoga, ki je v temu super. Nekoga, ki zna na umirjen, suveren, spoštljiv, pa vendarle resen način povedati, tu je moja meja, to so moja pričakovanja. Od njih ne odstopam. Takole in takole se bom na primeren, umirjen način postavil za sebe. Tako osebo spoštujemo, tako osebo jemljemo resno. In kar je najpomembneje, ker ta oseba izhaja iz notranjega miru, ji ne zamerimo njene meje. Običajno ne. Mogoče se nam zdi popolnoma nesmiselna, mogoče se nam zdi nepotrebna, absurdna. Ampak, če v resnici pomislimo, oseba, ki je v miru s seboj, bo svojo mejo skomunicirala na način, da si bomo mi težje čustveno zapeli na to, čeprav se nam bo zdela morda popolnoma brez veze. Torej, ko sprejmemo, da ta prvi del, sploh v odnosih, kjer so se pa ljudje razvadili, sploh v odnosih, kjer so ljudje navajeni prehajati naše meje, ali še več, jih sploh ni bilo, bo to seveda naporno. Torej, v takih trenutkih si prikličite v misli najstnika. Najstnikov postaviti mejo je težko. Vse je bilo nam tudi. Vse smo bili najbolj pametni. Kaj so pa naši starši vedeli, ko smo bili mi 15 let stari? Nič nas niso razumeli. Čisto iz drugih cajtov so prišli živi dinozauri. Vse smo bili vsi najbolj brihni pri teh letih. Torej, pejte v energijo razumevanja, da je druga oseba prepričana, da ima prav in da to je prav tiste osebe, ampak vaša meja pa še vedno tukaj. Se pravi, tiste ovce na uni strani meje, ograje, lahko počnejo glih krčjo, ampak ovce na moji strani meje pa imajo moja pravila. Pa imajo neko mojo energijsko, bom rekla, zmanjkalo mi je besede. Ne podporo, ampak realnost. Torej, kaj je vaša energijska realnost na vaši strani meje, če tudi malo boli to mejo postaviti. To je en tak močen, pomemben korak, ki se ga je potrebno zavedati v postavljanju meje. In pa potem, ko smo nekako sami pri sebi, če ste opazili, načeloma so vse te stvari še vedno pri nas, v naši notranjosti odvijajo. Ko smo vse to pri sebi sprejeli, se odločili, da kljub temu, da bo naporno, da bo težko, da mogoče bodo določeni ljudje celo odšli iz našega življenja, bodo prišli pa taki, ki bodo bolj primerni, takrat pa je potrebno to mejo, to pričakovanje skomunicirati. Se pravi, te definicije, ki smo jih postavili in v katerih smo zdaj zelo jasni in odločni in vemo, kaj hočemo in kje so naše meje in česa nočemo več, pa je potrebno te meje primerno skomunicirati drugi osebi.
Zdaj, če govorimo o nekem novem odnosu, je to običajno mnogo lažje, ker nimamo neke prtljage, še nimamo nekih slabih izkušenj, pač nekako povemo, meni se pa to zdi prav, meni pa ne, to me prizadene, to mi je všeč, to me polni, to mi je the best, to mi je malo slabše. To mi je sprejemljivo, to mi ni sprejemljivo. Se pravi, tukaj je moja meja. Bodimo pri temu jasni. Bodimo pri temu razumljivi. Bodimo pazljivi, katere besede uporabljamo, kajti ena beseda lahko za mene pomeni nekaj popolnoma drugega kot za vas, kar pa se najbolj kaže ponavadi na področju partnerstva. Ljubezen je tak širok pojem. Odnos je tak širok pojem. Midva sva v resni zvezi je galaksije različnih pojmov. So ljudje, ki so v resni zvezi, pa imajo še vedno mogoče še kakšna prijateljstva, poleg te resne zveze, čeprav so v resni zvezi. So ljudje, ki so v resni zvezi in bi bili 24 ur na dan skupaj, ker so v resni zvezi. So ljudje, ki so v resni zvezi, pa bi se videli samo čez vikend. So ljudje, ki so v resni zvezi, pa bi se videli samo sem ter tja. Pa bi se podpirali samo tam, kjer nam paše ali pa ne. Torej, treba je definirati, kaj resna zveza pomeni za eno osebo in za drugo osebo konkretno. Torej, koliko časa preživeti skupaj, na kakšen način in tako naprej in tako naprej. Ko govorimo o definicijah, morajo biti jasne, se pravi, uporabljajte kratke stavke, najdite primere iz življenja, tukaj mnogokrat pomagajo tudi nadaljevanke in filmi. Ko se spomnimo na nek primer in rečemo, poglej, recimo tole meni ni okej. Recimo, da je ta oseba to sprejela, jaz ne bi. Če pride do tega, bi jaz želela si to. Pravi, čim bolj plastično opišite, kot majhnemu otroku. Pravi, če imate na drugi strani 2 let starega otročka, ki še ne ve, da se v trgovini pri blagajni ne mečemo po tleh, čeprav ravno s tem doseže svoje, kaj smo temu otročku pravzaprav položili v zibko njegovih prihodnjih partnerskih odnosov. Tudi, ko se pričenja odnos, prijateljstvo, partnerski odnos, romantičen odnos, poslovni odnos, se učimo, kje in kaj so nam stvari sprejemljive, čeprav pač bomo tisto eno ali pa 2 metanje pred blagajno prenesli. Ne pomeni pa, da je to lahko naša realnost vsakega dneva. Torej, ko boste vedeli, kje je vaša meja, jo dajte povedati na čim bolj enostaven, preprost način, da bi vas razumel, tudi razdražen 3 leta star otrok. Kar ne pomeni, da boste rekli, ne, zato, ker sem jaz rekla, da ne, ker jaz sem pa zdaj rekla, da ne, jaz sem pa zdaj dost. Pa vas bo nekdo vprašal, če sem vas dost. Dost imam, saj ti že veš. Vsi smo kdaj taki, ne samo ženske, ne samo moški, vsi smo kdaj taki, ko imamo vsega dovolj, vidimo rdeče in takrat težko se pogovarjamo zrelo, umirjeno in tako naprej. Zato je te stvari potrebno skomunicirati sproti. Vsi tisti, ki se bojite, da vas bo oseba zapustila, naj vam položim na srce. Tisti, ki vas imajo radi, jih bo zanimalo, kje so vaše meje. Bodo željni vedeti, kaj vas osrečuje in kaj vas prizadene. Saj bi se želeli izogniti slabemu in vam podariti dobro. Tiste osebe, ki vas pa želijo prepričati, da te vaše meje so brez veze, tiste osebe vam ne želijo dobro, ampak želijo dobro sebi. Torej, tudi ko boste izražali svoje meje, svoje mnenje, absolutno je prav, da ste odprti drugi osebi, absolutno je prav, da prisluhnete. Ampak poslušajte, kaj vam v resnici govori. Kajti mnogokrat smo si enostavno nekompatibilni. To ne pomeni, da je z eno osebo nekaj narobe ali z drugo osebo nekaj narobe. To ne pomeni, da je eden žleh, drug pa ne. To ne pomeni vedno, da je druga oseba narcis ali da je čustveni vampir ali da želi manipulirati ali da je čustveno nezrela. Lahko pa preprosto pomeni, da smo si različni. Torej, jasno definirati, dobro povedati in potem še zadnji korak, mnogokrat je potrebno uporabiti prakso pokvarjene plošče, kajti včasih pa imamo dejansko na drugi strani osebo, ki je čustveno nezrela, kateri je zelo težko postaviti mejo, težko mu je ali ji je kaj dopovedati. V tem primeru pa pustimo ta korak nazaj. Kratke stavki, jasne definicije, brez dolgih odvisnikov, brez razlaganj. Ponavljamo to, kar smo definirali, tako kot majhnemu otroku. Včasih smo resnično postavljeni tudi v takšno situacijo. Zdaj pa na hitro poglejmo še, glede na vaš rojstni datum od 1 do 9, kako si lahko kar najbolje pomagate še s hitrim nasvetom numerologije, torej seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre.
Toliko časa seštevate, da imate samo eno. Tisti, ki imate enko, vi ste hitri, ste učinkoviti, včasih morda zgolj prehitro odidete. Se pravi, vse to, kar sem jaz povedala, jaz verjamem, da vi v veliki meri že znate, vam bi bilo zasvetovati, da vseeno dajte človeku na drugi strani dogleden čas, da se na te vaše meje privadi. Če vidite, da se to seveda v nekem doglednem času 2-3 mesecev ne zgodi, da ni napredka, absolutno verjamem, da boste odšli. Zavedajte pa se morda tudi, da na marsikoga vplivate kot zgled, kajti znate postaviti mejo in znate iti, ko vam kaj ni prav. Tukaj se pa morda vprašajte, resnično samo to, če date možnost tej meji ali odvihrate malo prehitro. Dvojkice, drage dvojkice, jaz vem, da je vam težko postaviti mejo. Dragi vsi tisti, ki imate seštevek rojstnega datuma 2, torej število življenjske poti 2, ste osebe, ki se točno tega, o čemer se danes pogovarjamo, učite. Torej, tale energija enke, ki jo vidite za menoj, bi vam še kako pomagala. Če vam gre težko, če se težko postavite za sebe, vemo, da kristali pomagajo, vemo, da barve pomagajo, prikličite si tole enko, ki je še vedno na mojim hrbtom, ravno iz tega razloga vam misli. Naj vam, drage dvojkice, enka pomaga pri temu, da dejansko odidete. Se pravi, dvojke zelo težko resnično potegnete mejo, resnično odidete, takole kot je tistale enka vztrajala, predolgo časa, včasih vi vztrajate predolgo časa. Se pravi, moje vprašanje vam je, ki bi pa že zdavnaj bilo dobrodošlo, da bi odšli. Število življenjske poti 3, podobno velja tudi za vas. Velikokrat vidite potencial v ljudeh, vidite možnost, vidite osebo, s katero bi lahko imeli čudovit odnos, čudovito sodelovanje, fantastično realnost. Ampak dokler ta oseba tega ne vidi, dokler ta oseba sama pri sebi ne prepoznava potenciala, svoje moči, svojih darov, a veste, lahko vi v njih verjamete maksimalno. Ampak tako kot vsi na tem svetu ima tudi ta oseba svobodno voljo. Se pravi, lahko se razvije v najlepši cvet ali pa se odloči, da svojega popka sploh ne bo odprla. Torej, ko govorimo o postavljanju meja, je za vas zelo pomembno, da ste pozorni na dejansko stanje odnosa in komunikacije, ne na to, kaj bi lahko bilo. Kajti verjamem, da bi lahko bilo super, ampak če ni, bo treba postaviti mejo. Število življenjske poti 4. Ste osebe, ki vztrajate. Ste osebe, ki ste poštene, ste osebe, ki spoštujete tradicijo, ste osebe, ki zato mnogokrat predolgo časa vztrajate. Zdaj govorimo o številu življenjske poti 4, ki razlaga naše odnose, ki so pogosti, ne pa nujno globoki. Tisti, ki imate število duše 4, se pravi seštevek samoglasnikov, o tem smo tudi že posneli oddajo, poiščite na YouTubeu ali na moji spletni strani. Torej, tisti, ki imate število duše 4, pa še posebej težko odidete iz odnosov, če tudi so ti odnosi slabi. Ne glede na to, drage štirke, ne vztrajati pri nečemu samo zato, ker vidite še smisel v odnosu, kajti mnogokrat se zgodi, če ta odnos primerjamo z vožnjo v čolnu, da ste vi edini, ki vesla. Če imate ob sebi nekoga, pa naj gre za partnerja, prijatelja, poslovnega partnerja, nekoga, ki se je samo zavalil v ta čoln in vse prepustil vam in že zdavnaj te osebe morda aktivno sploh več ni z vami, se vprašajte, ali resnično si ne zaslužite nekoga, ki bo z veseljem z vami vesljal. To je izziv števila 4. In drage petke, petke pa moram reči, da kar slovite po temu, da ko vam nekaj ni prav, jo odsvirnate stran. Torej, ko govorimo o postavljanju meja, je pravzaprav pomembno, da jih definirate. Kje so vaše meje? Ker potrebujete veliko svobode. To ne pomeni, da je z vami nekaj narobe. To, da si želite spontanost v življenju, da si želite strast v življenju, ne pomeni, da je z vami nekaj narobe. Pomeni zgolj, da potrebujete vam podobne ljudi v svoji bližini in da potrebujete, da tisti ljudje, ki pa vam niso podobni, vas ne kritizirajo do te mere, da bi vam zagrenili vaš vsakdanjik. Torej, drage petke, po eni strani nas lahko vse nas malo inspirirate pri temu, da resnično ni treba do konca čakati, do tistega zadnjega obupa, ko rečemo, zdaj pa res ne moram več, vse mi je, kaj se zgodi, ampak res ne moram več. Ampak da se prej nekako spokamo stran, za vas je pa seveda izziv ravno obraten. Morda, pa počakajte še trenutek. Število življenjske poti 6. No, drage šestice, postavljanje meja, to pa je vendarle lekcija vašega življenja. Jaz upam, da so tile nasveti in tale oddaja pomagali pri temu. Vprašajte se, ali je to, kar vi sprejemate, dovolj dobro za tisto osebo, ki jo imate vi najraje na svetu. In če ni, potem, drage moje šestke, ne boste verjeli. Tudi za vas ni dovolj dobro. In kako lahko postavite mejo na način,
da ne boste imeli občutek krivde, da ste nekoga za nekaj prikrajšali ali da ste bile krivične. To je največji izziv vašega števila. Zato bom še enkrat rekla, tisto, kar ni dobro za tiste osebe, ki jih imate vi najraje, ker veste, da si zaslužijo najboljše na svetu, potem tudi za vas ni dobro. Kar sicer velja za nas vse. Število življenjske poti 7. Znate zelo dobro razložiti, kdo ste, kaj ste, zelo dobro znate ubesediti. Jaz verjamem, da definicije in razlaga tega, kaj so vaše pričakovanja, kakšni so vaši standardi, niso največji problem. Večji problem morda je tukaj to, da ste prestrogi do sebe in da so vaše pričakovanja do vas mnogo višja kot do drugih. Se pravi, da znate popustiti pri drugih, pri sebi ne. Morda bolj kot postavljanje mej drugim, je tu pomembno, na kakšen način postavljate meje sebi, saj sami sebi mnogokrat enostavno prikrajšate za nekaj lepega, zato ker imate občutek, da niste bili dovolj sposobni, pametni, pridni, produktivni in tako naprej. Torej, morda bi bilo tukaj za v ospredje postaviti meje, ki jih vi postavljate sebi in omejitve, ki jih vi postavljate sebi. Pa potem preko te prizme pogledati, kako to dojemanje vpliva na postavljanje meja drugim. Število življenjske poti 8. Podobno kot enke ste močne osebe, ste osebe, ki znate zelo dobro uravnovešati življenje ali pa se tega še učite, torej tudi pri vas velja, poglejte, meja drugim, meja sebi. Kako uravnovešati dajanje in sprejemanje? Ker ste energijsko zelo močni, sem prepričana, da veliko dajete, koliko pa sprejemate. Torej, ko govorimo o postavljanju meja, je pomembno, da niste vedno vi tisti, ki daje energijo, niste vedno vi tisti, ki organizira, niste vedno vi tisti, ki je neka gonilna sila v odnosu. Kar lahko pomeni tudi, da včasih dominirate. Se pravi, če bi se zdaj pogovarjali z ljudmi v vaši okolici, bi lahko mogoče malo potarnali, da težko pridejo do besede. Da vi tako že vse sami zrihtate, preden oni sploh zraven pridejo. Torej, to je tudi neka lekcija spuščanja, podobno velja tudi za enke. Torej, drage osmice, močne ste, verjamem, da marsikoga inspirirate svojo samostojnostjo. Vaša lekcija je pa ravno to, da malo popustite in ko govorimo o postavljanju meja, da ravno vse, kar pa lahko prenesete, morda neprimernega obnašanja, nespoštljive komunikacije, je ne prenesete. Saj veste, kaj pravim. Samo zato, ker nekaj zmoremo, ne pomeni, da moramo. In še 9. Ste sočutne osebe. Drage 9, zelo znate razumeti ljudi, ki so v stiski, zelo znate biti sočutni celo do te mere, da se vam ljudje tako zelo zasmilijo, da jim potem pustite vse. Torej, predvsem se učite, kje postaviti tisto mejo, kaj vi zase sprejemate. Koliko negativne energije drugih oseb sprejemate, preden zaprete. Če tlele pogledate tole 9, gledajte, če jo primerjamo z 8, kaj je tisto ultimativno, kar se mora zgoditi v odnosu, da vi hodi mi na misel, primer pipco zaprete. Se pravi, da tle zaključite sprejemanje. 9 spodaj pobirate. Spodaj. Kaj je tisto, kar vi sprejemate? In kdaj nehate sprejemati slabo? To je prvi korak, preden sploh začnete definirati meje, preden sploh začnete postavljati. Dajte se odločiti, da imate pravico stvari prekiniti. Predno sploh greste definirati, kje so vaše meje, kaj je sprejemljivo, česa si želite, kaj dajete in tako naprej. Ta občutek sočutja in občutek, da vi pa lahko vse prenesete in vsem pomagate, je tisti, ki vam pri temu malo nagaja. Torej, morda pa vaša naloga v danem odnosu ni, da ste zdravilec drugim, ampak da ste zdravilec sebi. Torej, to je bil pregled od 1 do 9, ne glede na vaše število življenjske poti, pa bom ponovila vprašanje, ki sem ga postavila 6. Če bi se to, kar vas moti, kar vas mori, kar se vam ne zdi najbolj ljubeče, kar se vam zdi izziv, kar je naporno, kar je morda lahko zelo boleče, zelo destruktivno v vašem življenju. Če si to nekako prikličemo v misli, ali je to nekaj, kar bi privoščili svojemu otroku? Ali je to nekaj, kar bi privoščili osebi, ki jo imate najraje na svetu, ki ji privoščite vso srečo, za katero verjamete, da si zasluži, ampak res, res samo najboljše. In če ni, če se zgodi, da sebe ne uvrščate v to skupino, se vprašajte, kaj ste tako groznega naredili, kaj je tako groznega v vas, da si pravzaprav svoje lastne ljubezni do sebe ne zaslužite. Kajti, ko imamo sebe radi, tudi sebi privoščimo dobro.
in smo zato pripravljeni postaviti mejo. Kajti vemo, da s tem, ko postavimo mejo, pravzaprav odpremo vrata tistemu dobremu. Če je tukaj zdaj meja, tukaj so slabe stvari, nespoštovanje, agresija, varanje, neiskrenost, vse krčte. Ko tu postavim mejo, morda tu odprem vrata obratni energiji, dokler pa te meje ni. Tudi če dobivam nekaj zelo slabega, pa nekaj zelo dobrega, je še vedno povprečje bazen, fič-firič. Vi ste tisti, ki postavljate meje in vi ste tisti, ki postavljate merila. In če so ta merila, v začetku smo rekli, tako kot drugim postavljamo meje, jih dajmo tudi za sebi. Če so ta merila dvojna, torej za nekoga drugega bi mu privoščili ali privoščili vso srečo sveta, zakaj sami sebi? Ne? Oziroma tudi, če si jo, ali ste pripravljeni za to postaviti mejo, iti čez mogoče čustveno intenzivn, tudi boleč trenutek? Ja ali ne? In zakaj? Kajti na koncu dneva gre za to, ali imate sami sebe dovolj radi, ali sami sebe lepo vrednotite, ali ste sami do sebe spoštljivi in če niste, smo znova na začetku, ne morete tega pričakovati od drugih. Kajti ne glede na to, da ste lahko najbolj spoštljivi, ljubeči, radostni, prijazni, uvidevni, sočutni do drugih, če niste do sebe, tudi ne boste priklicali ljudi, ki bi bili do vas takšni, ampak ravno obratno. Se vem, da zveni simpel, v vsakodnevnem življenju so te stvari mogoče na prvi pogled malo bolj zakomplicirane, verjamem pa, da če smo dosledni, tako kot pri 3 leta starem otročku, tudi pri sebi lahko dosežemo spremembe. Morda ne 100%, ampak sigurno pa dobre. Jaz vam želim čudovite trenutke, v katerih boste ponosni na sebe, da ste se postavili za sebe, da ste postavili mejo in da boste za to čudovito nadgrajeni.